Pozdravljeni, dragi otroci! Čas je za našo čarobno meditacijsko pravljico. Najprej se udobno namestite. Lahko se usedete ali uležete, kakor vam je najbolj prijetno. Počasi in nežno zaprite oči ter se poskušajte čim bolj sprostiti in umiriti. Zdaj pa počasi in globoko vdihnite ter si predstavljate, da z vsakim vdihom vase sprejemate mir kot svež zrak iz narave. Zdaj pa izdihnite in z izdihom spustite, da gredo vaše skrbi proč, kot da jih vetrič odnese. Naredimo še en dolg, globok vdih in počasen izdih. Vaše telo je zdaj sproščeno, pa miren. Ste pripravljeni na čarobno potovanje? Pa začnimo. Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Pogumna zvezdica in prvi šolski dan. Danes bomo skupaj odpotovali v čarobno zgodbo, ki vam bo pomagala, da se sprostite ter pogumno vstopite v nov svet. Daleč na nebu, med milijoni svetlih zvezdic, je živela majhna zvezdica po imenu Žarka. Žarka je bila polna svetlobe, a kljub temu jo je bilo strah. Pred njo je bil prav poseben dan. Prvič naj bi zasijala na temnem nebu in osvetlila noč. Vedela je, da jo čakajo nove izkušnje, nova zvezna prijateljstva in da bo videla svet z drugačnimi očmi. A vseeno je v njenem dobrem srčku tlel majhen nemir. Kaj, če ne bom znala sijati dovolj močno? Kaj, če me bodo druge zvezde gledale čudno? Kaj, če se bo kdo norčeval iz mojega svetlikanja? Se je spraševala.
se je pojavila luna, ki je mirno sijala na nočnem nebu. Luna je opazila Žarko ter si ji prijazno nasmehnila. Draga Žarka, je rekla Luna, včasih nas novosti prestrašijo. A veš, vsaka zvezdica ima v sebi čudovito svetlobo, ki je samo njena. Nihče drug ne more sijati tako kot ti. Prvič bo morda strašljivo, a to ne pomeni, da ne bo lepo. Tvoja svetloba bo našla svoje mesto. Žarka je globoko vdihnila in začutila, kako se njeno srce počasi umirja. Torej, me ni treba biti strah, je vprašala. Luna ji je pomežiknila. Strah je del vsakega novega začetka, toda pogum pomeni, da naredimo korak naprej, tudi ko nas je strah. In veš kaj? Vse zvezde so se kdaj počutile enako. In glej, zdaj svetijo na nebu kot veliki prijatelji, drug ob drugem, je dejala Luna. Zvečer je Žarka prvič stopila na temno nočno nebo. Čutila je, kako jo spremljajo ostale zvezde, pa tudi Luna, ki je v tišini pomežiknila. Najprej je sijala malo bolj nežno, saj je še vedno čutila tisti nemir. A potem, ko je videla, kako lepe sence meče njena svetloba na zemljo, se je sprostila. Sijala je vedno bolj in bolj, dokler ni postala ena najsvetlejših zvezd na nebu. Ostale zvezde so se smehljale in jo vesele opazovale. Od tistega dne naprej je Žarka vsak večer pogumno sijala in ugotovila, da včasih potrebujemo le malce časa, da se navadimo na nove stvari, in vse je postalo čarobno. Dragi moji otroci, tako kot zvezdica Žarka, boste tudi vi danes prvič stopili v nov svet. Lahko je to vrtec ali šola.
Morda vas je malo strah, a to je čisto v redu. Ne pozabite, da ima vsak od vas svojo čarobno svetlobo, ki jo bo lahko delil z drugimi. Pogumno stopite naprej. Spoznali boste nove prijatelje, nove vzgojitelje, nove učitelje, ter se naučili veliko novih, zanimivih stvari. Vedno se spomnite, ko vas je strah, samo globoko vdihnite in izdihnite. Tako, kot je to storila zvezdica Žarka. Ter se spomnite, da ste pogumni in edinstveni. Nikoli ne pozabite, da je vaša svetloba dragocena. In prav vsak od vas bo v vrtcu ali šoli zasijal na svoj poseben način. Srečno, moji dragi, le pogumno.